In vsaka ura pred polnočjo od 10 naprej je vredna dvakratno. Se pravi, če greste spat ob 10, ste do polnoči spali že 4 ure. Dobro jutro. Popotovanje junak z junakinjo. Sem Miha iz Black Raven Solutions. V današnjem vlogu bom govoril o prednostih jutranjega vstajanja, zgodnjega. Zdajle je 5:50, pokonci sem že eno uro. Kako se začne? Najprej z zgodnjo hojo v posteljo. Se pravi, spat morate iti ob 10, najkasneje, oziroma majčkeno pred 10. Na ta način boste telo spravili v tisti normalen bioritem, ko boste brez težav zaspali. In vsaka ura pred polnočjo od 10 naprej je vredna dvakratno. Se pravi, če greste spat ob 10, ste do polnoči spali že 4 ure. Včasih rabimo sicer malo več, včasih rabimo malo manj, ampak nekako z rutino se navadimo, da lahko spimo tudi malo manj in bolj kvalitetno. Se pravi, to je ta kvalitetnejši spanec. Potem pa začnemo vstajati ob 4, kar pomeni, da smo načeloma spali 8 ur, med 4. in 5. Če spite zunaj v gozdu oziroma na travniku, v naravi, boste brez problema vstali med 4. pa 5, ker vas bo zbudili ptiči ali pa kakšen srnjak, ki bo lepo lajal, kakšen jež in tako naprej. Da ne govorimo seveda o medvedih, volkovih in tako naprej. Ali pa divjih svinjah, te so sploh zanimive, ko te zbudijo. Torej, vstajanje zgodaj, da kaj, glejte, nobenega ni nikjer. Kdo je pokonci, dostavljavci hrane, kakšni delavci v trgovinah, to je več ali manj to, no. V petek, soboto, kakšni pozni ponočnjaki, ki se glih vračajo z žurov, ampak večinoma ljudje spijo in čutili boste, da je en tak mir, ko lahko naredite nekaj več. Naredite več nekaj zase. Se pravi, kakšna jutranja telovadba, raztezanje, stretching, joga, meditacija. S tem se začne potem obvezno, kot smo že rekli, mrzo tuš, da se scentriramo in da se učimo ostati v katerikoli situaciji smo v življenju in imeti, rekel, tako trden fokus, da vztrajamo in stvari naredimo do konca. Potem pa to nekako nam vse skupaj vzame kakšno urico in potem od 6 do 7 lahko delate, kar hočete. Pa si nekaj privoščite za sebe, lahko greste pogledat kakšen video, lahko preberete kakšno knjigo. Lahko se na spletu učite, danes je ogromno možnosti, toliko e-platform, kratke stvari, kratki triki, tehnike, mini zadeve trajajo po 10-15 minut. Ali pa greste na sprehod, greste teč, karkoli, in ob 7 pojeste zajtrk in se v miru odpravite na delo, v službo. To je to. Prednosti, ne vem, ob 8 boste naredili že, bom rekel, več kot večino ljudi. Prišli boste dobesedno polni energije in napaljeni na delo in boste bili bolj učinkoviti, boste bolj kreativni, bolj sproščeni. In če boste pogledali zvečer, ko se boste spravljali v posteljo, kaj ste zjutraj med 5 pa 8 že vse naredili, to pa to pa to pa to pa to.
ne, boste zelo zadovoljni sami s sabo. In zadovoljstvo samih s sabo ti zelo dvigne tudi samozavest, ti zelo dvigne produktivnost. Ti zelo dvigne to, da se začneš zavedati, da ti ustvarjaš svoje življenje, da si v bistvu kreator, ne pa žrtev. Se pravi, nehali boste počasi obsojati druge, ne? Ti si kriv, ti si kriv, ti si kriv za to, da se jaz tako počutim, ker kot prvo to ni res in te to samo drži stran od tega, kaj si ti resnično sposoben v življenju narediti. Evo, to je to, se pravi, zgodnje jutranje vstajanje, veste, kaj morate narediti, morate se subskrbati, tamle v zvonček kliknite, da zazvoni in obvezno komentirajte in delite tale video, delite ga, da bodo pač drugi imeli informacije, kako lahko v bistvu transformirajo svoje življenje, da bo bolj ljubeče, bolj zdravo, bolj polno, bolj zadovoljujoče. In se vidimo v naslednjem videu.